Slovenija ima sistem javnega zdravstva, ki pa je v veliki nevarnosti. Sedaj z sprejemanjem zakona o zdravstveni dejavnosti govori minister, da bi rad razločil javno in zasebno, vendar se naredi še večja mešetarija. Tudi minister dobi neka pooblastila, kjer bi lahko prodajal del infrastrukture z zdravstvenega področja, infrastruktura, ki je bila zgrajena z samoprispevki in z prispevki občin. Določeni ambulantni domovi so že sedaj napol privatizirani, preveč je tega prehajanja in mešetarjenja. V SMS Zeleni predlagamo, da se sprejme nek zdravstveni zakonik oziroma se ne obravnava samo tega zakona, ampak tudi zakon o zavarovalnicah in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju hkrati, kjer se stvari opredeli veliko bolje in bolj jasno. Potrebno je povedati, da tudi na področju zavarovanj imamo veliko zmedo z Vzajemno, Adriatikom in Triglavom, ki tržijo neka dopolnilna zavarovanja, ki so v bistvu podaljšek obveznega zavarovanja. Mi smo že predlagali, da se to zavarovanje ukine in se ustvari paket pravic iz osnovnega obveznega zavarovanja. To zavarovanje se plačuje na enem mestu, ali je to Zavod za zdravstveno zavarovanje, ali pa potem dopolnilno zavarovanje, ki se lahko še naprej izvaja preko teh zavarovalnic, vendar stvari morajo biti ločene in jasne. Na področju gradnje infrastrukture si lahko samo malo pogledamo čez mejo v Avstrijo, pa vidimo, na kak način se tam gradijo energetsko varčni objekti, 5-krat ceneje kot v Sloveniji, in seveda slovenski, ki so potem še toliko bolj potratni, so v bistvu 10-kratnik avstrijskega projekta. Tudi sama organizacija dela, racionalizacija v bolnišničnih ustanovah in ostalih zdravstvenih ustanovah je potrebna in jaz mislim, da bi se moral minister primarno ukvarjati s tem, ne pa s tem, kako bo sprivatiziral še tisto, kar je ostalo, kako bo sebi povečal pristojnosti, da bo lahko prodajal dele infrastrukture in na kak način se bodo rešili bolnikov, s tem, ko zagovarjajo predvsem cehovski lobi, to so zdravniki. Vse lepo in prav, zdravniki morajo imeti svoje pravice, morajo imeti tudi svojo kontrolo, vendar ta kontrola ne more biti zdravniška zbornica, ki je predstavnik lastnih kolegov. To mora biti neka neodvisna agencija, ki jo ta zakon predlaga, vendar ti ljudje ne smejo biti zaposleni hkrati kot zdravniki. Po drugi strani še vodenje ustanov. Ne smejo biti zdravniki direktorji. Kaj pa farmacevti? Mislim, da je kup nejasnosti, ni bila civilna družba vključena, zainteresirana javnost ni bila vključena, te stvari je potrebno urediti, ta zakon je potrebno umakniti iz procedure in želimo celostno ureditev na področju zdravstva z prioriteto na javnem zdravstvu. Zasebna iniciativa je dopustna, vendar brez javnih sredstev, ker je nesmiselno, da je sedaj se splača bolj biti koncesionar in zasebnik, kot pa zdravnik v javnem sektorju. Očitno je nekaj narobe, kdo plača to razliko, pa lahko razmislite sami.